Danes bom govoril o aseksualni ženski. Prosil sem jo, če bi njen primer lahko predstavil, ker sem ji zelo pomagal. Bila je nekoč razvratna, po določenih letih zakona je pa postala do moža zelo aseksualna. Sama sebi je šla na živce, probala vse in se končno obrnila name. Zadeva se je takole začela, malo bom zakodiral. Sem si malo skiciral. Torej, nedavno se je na mene obrnila, en mesec nazaj. Našel sem si čas, da zdaj to posnamem. Se pravi, obupana aseksualka, najprej mi je po telefonu povedala, kaj jo muči. Situacijo mi je opisala, rekel si mi, naj mi napiše mail, opiše detaljno svojo situacijo, detaljno, kakor je pač to možno, brez da je pod vprašanja zastavljam. Potem se je poglasila še pri meni, v živo. In imel sem v planu, da jo po izčrpnem pogovarjanju, še s hipnozo, nekako popeljem v tisto nekdanjo pohotnost, ki jo je imela, ker je vedela, kaj je zdaj to ženska pohota, to je imela, jo premogla in ta njena aseksualnost bi lahko zbledela. Ona je tako upala, ker je par teh mojih podcastov prečekirala in ona je rekla, zdaj, če me vi ne naglihate, kdo me pa bo. Zdaj rekel ji bom Julija, zakodiral bom ime in vse ostalo bom malo zakodiral, ker ne bo zdaj glih okej, da se jo tam živi pa kar v enem večjem mestu, srečujejo na cesti in si mislijo, ta je tista pohotnica, ki se je zdaj na novo rodila, tako da jo bom zakodiral. Takole mi je napisala svojo uvodno zgodbo. Preden sva se sestala, je pa prišla k meni v Trbovlje. Tako je zastavila. Prihajam iz Štajerske, štejem 42 let, nisem ravno poročena, živim pa v partnerski skupnosti in sem mama sina in hčerke obeh srednješolcev. Kot otrok sem živela z mamo, ki je po mojem mnenju, glede na to, kako sama skrbim za otroke, slabo skrbela zame. Materialno sem imela dovolj, čustveno pa skoraj ničesar. V večini se spomnim samo maminih ljubimcev, imela jih je kar nekaj, se pravi malo menjavala, in kako se je jezila name, če sem v šoli dobila manj kot 5. Obiskovala sem številne krožke, ki jih nisem marala, v spominu nimam nobenega skupnega trenutka z mamo, vedno me nekdo čuval ali pa me je kam poslala v varstvo. Očeta tako rekoč nisem imela. Po ločitvi se je k nama v družino vrnil šele, ko sem bila v 1. razredu, se pravi stara 7 let, se je foter vrnil. Tam do 3. leta, ali kako že, se bom naprej prebral. Odšel je, ko sem bila stara 3 leta in se ga sploh ne spomnim. Bil je iz Maribora, vendar je fural svoj skrivni biznis v tujini, največ v Avstriji. Umrl je v sumljivih okoliščinah, uradno v prometni nesreči v tujini, ampak neuradno se je pa vedelo, da je malo švercal, boh ve s čem. Lahko da z begunci, lahko da z orožjem. Mama je potem za tolažbo hitro dobila novega moškega oziroma več njih, ljubimcev, libidinalnih terapevtov za dušo in telo, kot se izrazim na odru, razočarana gospodinja pri seksologu. Ljubimci so namreč sodobni psihoterapeuti. Ženske, ki imajo ljubimce, ne rabijo psihoterapeuta, ampak raj se ne s tem jeti, ne se šaliti na to temo. Pri mojih 13 letih je tudi mama v čudnih okoliščinah, v nepojasnenih okoliščinah umrla. Tako rekoč se ne ve, ali je bila ubita ali je naredila samomor. Imela je pa ene čudne libidinalne terapeute, jebače, in se še danes ne ve in tale hčerka niti noče vedeti, ker ji bo glavo raztrajbal.
Sem pa jaz kot deklica klicala takrat reševalce, ne vem, 112, koliko je takrat, to mi je napisala. Mama je imela sestro, kateri sem šla po smrti mame v rejo, se pravi neke nadomestne tam starše, imela teto svojo mamino sestro, hotel me je vzeti tudi mamin stric, vendar mi nekako niso dovolili, da bi šla k njemu, najverjetneje zaradi stričeve slabe finančne situacije. Je pa verjetno tudi bolje tako, kot je bilo, saj sta bila z ženo, tale stric, verska fanatika, zdaj v katero smer sta šla, ne govori. Kakorkoli, pri teti je bilo na začetku ok, potem pa, zdaj bom jaz rekel pričakovano, ne, sem ga začela biksati, ne, na sebe veliko krivdo. Potem si odpustila, ker vidi, da ni bila ona kriva, zdaj vidi. Počela sem pizdarje, ki niso bile ok. Sedaj vem, zakaj sem bila takšna, tudi z vašo pomočjo, gospod Vodeb. Takrat pač nisem vedela, nisem nič razumela, še najmanj pa samo sebe. Nikoli se tudi nihče ni o tem, o mojem vedenju pogovarjal z mano. Se noben ni imel tokrat kot starši, recimo, ne, ki bi se obadali z njo, da bi jo naglihali. Morala sem biti zgolj pridna in ubogljiva. V osnovni šoli je še šlo, v srednji šoli pa ne več. Ja, puberteta, ne, pohota je začela toč. Pri 15 letih sem dobila fanta, izgubila nedolžnost, on me je seveda pustil in potem nisem glede menjave spolnih partnerjev imela nikakršnih težav, zadržkov. Bila sem celo malo, ne, pod narekovajih, napisala pod narekovaji, promiskuitetna. Ja, fotra je iskala, ne, se pravi, ni bilo očeta in potem vsak moški, ki je malo pokazal, da jo ima rad, ne, v resnici je pa hotel podret. Je pihal na dušo, sam da se mu je predala, ona je bila pa sama edina, če slišala od koga, od moškega, da jo ima rad, ne, ker s temi moškimi je imela skozi problemov, zdaj se je ustalila, ne, ampak tudi z mojo pomočjo. Pri 20 letih sem spoznala svojega sedanjega moža, torej partnerja, ni poročena, ko sva se odločila za skupno življenje in družino, torej otroke, nisem bila preveč zaljubljena vanj, vendar se mi je zdelo, da če ne bom z njim, itak ne bom nikogar našla, nikogar dobila, ker se nisem znala ceniti, sama sebi se nisem zdela lepa in privlačna za moške, ne, jebala jo tale samozavest, če ni od fotra dobila pohval, lahko bi imela tudi motnje hranjenja, ampak ne, mislim, da jih ni imela, pa še tako, mimo grede. Ful je dobra mrha, ne, tole, kako diha, ko vi veste, kakve atribute, ja, to vem, ampak kakorkoli že. Ni imela samozavesti, ampak ful lepa je, rekel, za svoja leta, tam 42, koliko jih je imela. Jih ima, se z mano. Ki je bila pa mlajša, je bila pa verjetno svetovna mrha. Pri 23 sem rodila hčerko, pozneje po 3 letih pa še sina. Oba dva sta zdaj v srednji šoli. Takrat sem pustila vse in živela samo za družino, za družinsko življenje. Diplomirala sem pozno in nikoli nisem opravljala službe, ki bi bila v rangu moje izobrazbe. Vedno sem imela slabše službe. Pred 3 leti sem se vpisala na magisterij, ki ga bom zaključila, čeprav ne vem kdaj. Magisterij pa na fakulteti, kjer, rekel, so dobro seznanjeni z Vodebom. Ampak je kljub temu k meni prišla. Moj zakon je daleč od popolnosti, itak. S takim odnosom do očeta, ki ga ni bilo, s tako razštelano mamo, s tisto rejo pri teti, oziroma se ne da, ne. Čeprav fundament, če je pri 3 letih izgubila fotra, oziroma se je odselil, potem je tam veliko narobe, ampak potem se je fotr vrnil pri 7 njenih letih, pa do 11 leta ga imela, se pravi, je stvari nekako rehabilitirala. Neprestano imam občutek, ne, s poudarkom na občutek ima, da je nekaj nad mano. Nekaj nezavednega, seveda se reče, nekaj nezavednega. Partnerja sem vmes prevarala pred nekako 10 leti,
in Bula mu je šla to povedati, ne bi mu smela, ker on ima zdaj črva v glavu, oziroma ga je imel, zdaj se nekako sta se zlizala skupaj, zlizala tako, po prispodobi. Zdaj napisala je v tem pismu, ne, da zdaj nekako živita kot brat in sestra, torej zelo aseksualno. Mislim, po pričakovanju. V zadnjih nekaj letih sva seksala 3, 4, 5-krat. Prav cifra, 5-krat. Kriva sem seveda jaz. Bravo, da saj to pove, ne, da je odkrita. Imam obdobje, ko sem ok in dobre volje, bistveno pogosteje, pa sem slabe volje in neprestano nekaj tuhtam. Neka overthinkerca je, kar je tudi pričakovano, ne, glede na to, koliko je morala razmišljati kot deklica in to strategija preživetja, zdaj pomeni, da mora ful razmišljati, ne, ker je to kot deklica že zelo razmišlja in zdaj to na isti način identično zdaj razmišlja. Paradigma se preslika v odraslost. Rada bi si pomagala in s tem nekako oblažila napeto družinsko dinamiko. Ne. Itak, da je vse napeto, če je dec nepotešen. Otroka ne rečeta nič, očitno dobro glumita te dva pred otroci. Vendar vem, da občutita še sploh pa hčerka. Hčerka je starejša, tam 18 let, 4. letnik srednje šole. Se pravi, ta njen partner že nekaj časa grozi, da bo šel, ampak se ne bo ločil, ker je pač itak seksualno nepotešen. Ona pa dobra mrha, je imel dober odnos z mamo, to je lepo jo vid, jo ima rad, a ona ne more nič. In grozi pač, da bo šel, ampak se ne bo ločil. Ne. Pač seksualno je nepotešen, po svojega razumem je napisala, po svoje. Ne. Seveda, to ga je za razumeti, jaz ga razumem. Ja, teoretsko vem, zakaj se gre. Dajem mu občutek indiferentnosti, ne, ona njemu daje občutek, da je ona indiferentna, vendar v sebi trpim, ker vem, da ni tako slab, ne. V resnici sploh ni slab, ko sem se pogovarjal z njo. Vendar jaz seksualno ne zmorem koraka, se ne zganem, se ne prebudim. To bi bilo to, več pa uživo. Julija, zakodiral sem jo tako. Ok, tole je bilo na prvem listu, imam še 2 lista, tukaj je malo pripravljena. Potem sem se v Trbolah dobila, prišla je k meni na 2-urnem pogovarjanju, na koncu je sledila potem pogovarjanju še hipnoza. Zdaj, kakšno pogovorno strategijo sem pri njej ubral, ne bom šel v detalje, ker spoštovanje vse vas pa tudi ne morem naučiti, ne. Kakšno je moje pogovarjanje, naj se enkrat razgovorijo, kadarkoli lahko po moji smrti, čez 20-30 let, tisti, ki ste bili pri meni, ampak lahko vam rečem, da sem s pogovorom odvozlal vse njene vozle, dileme, kupico pod vprašanje imela, ok, bom povedal, ne, spraševal sem jo o vse, ne, kakšne ima spolne fantazije, v katero smer gredo, ne, koliko ima žensko v fantazijah, ne, in jo nima trenutno, nekoč je pa fantazirala o trojčku in to ne z 2 moškima, kar večina žensk počne, ampak z 2 ženskama v trojčku. Ampak zdaj je pa njena fantazija se nekako umirila, se objemo neke aseksualnosti, zato, ker ocenjujem, da je povozila ta želja po moškem. Ker bom tudi povedal, enega mačomena se je v fantazijo dajala, ko je uporabljala te ročne spretnosti pa igračke sama s sabo, ne, je bil tam nekdo v fantaziji, ampak je samo eden moški bil, potem je tukaj hrepenela. Zdaj, ko se, rekel, že 2 meseca žge ko zajček, pa zajkla, lahko se je želja že upgradeala. Se pravi, se je že stopnevala v, ne vem, v trojčka ali pa še kaj tazga, ker ona ima, glede na to, da je mama imela materine ljubimce, torej bila je deležna materinih ljubimcev, bi lahko fantazijo tudi več moških prišlo
ker je nekaj moških, pa še posebej enega moškega imela parada in tega moškega je mama potem, ko bi rekel, odslovila, ker je oče prišel pri njenih 7 letih nazaj. Do 11 leta je pol oče bil. Bil je pač nekdo, s katerim se je dobro ujela, imela rada očeta, očitno so bili malo na vezi, pa še tega očima, ljubimca materinega, in bi lahko 2 moška skakala po odnosu, po spolnih fantazijah, ki se jih lahko zdaj rodijo, ali pa se jih bojo rodili po 50. letu. Ampak ni imela nobenih problemov, recimo do teh oralnih praks, ne, do fafanja, ni imela nič teh odporov. Zdaj, kako je bilo s tolo spermo, nisem glih spraševal detalje, koliko to gota, ne. Ženska je spremajoča in če je alfa samec, ta prav, to znajo ženske tudi z užitkom malo to pogoltniti, ne. Kako bolj te možate, ki ima rade svoj denar, to ne pogoltnejo. Z eno lepo, ali pa ven špuknejo. Neke lezbičnosti ni imela, nagnjenja, lahko bi imela ful afiniteto do žensk, ker je pač z mamo živela takrat, ko ni bilo očeta, ampak ni imela nekih pretiranih nagnjenj. Trenutno ne, je pa to malo otrojčko fantazirala, ki je bila tam še v srednji šoli. Zdaj, kaj sem jaz, pogovor je trajal 2 uri, potem sem pa zadevo utrdil še s hipnozo. To, kako jaz delam, ne bom spet šel v detalje, ker me nespretno kopirajo, ne, probajo nekaj, ampak se čist ne znajdejo, ne. Potem neke nebuloze se grejo. Vem, da me kopirajo, ne bom šel v detalje, kako sem to naredil. Ampak kakorkoli že po tem pogovarjanju, ok, mogoče bi še rekel, da je zelo zgodaj začela masturbirati, ker je bila neljubljena, mama se tudi ni znajdla, to je masturbirala, ni rekla, da je bila glih kompulzivna, ampak zelo zgodaj, kar pomeni verjetno že v vrtcu, posebno v obdobju, ko ni bilo očeta, to je med 3. in 11. letom, ni bilo očeta, mama je zanemarjala, ljubimce na prvo mesto dajala, ona se ni čutila ljubljeno in taki otroci, take deklice rade začnejo masturbirati in to kompulzivno, kar pomeni, da doživljajo po več orgazmov na dan. Ampak zdaj, tukaj sedaj pa pričakovano ne more v seksu glih doživljati orgazma in si mora malo sama pomagati, kot se je izrazila, ne. To ne dela edina, mnoge si tako malo pomagajo, mnoge se pa samo malo skoncentrirajo, pa že dobi venerični drget, kot se reče, včasih je tako reklo. Se pravi, organ tale ima rada. Omenjala panični napad, da se je enkrat pol leta nazaj zgodil, ampak ni tako bistveno dramatizirala in ker se ne oglaša več, se pravi, s telimi paničnimi napadi nima problemov, nisva nič delala na tem. Tem o spolni zlorabi se je nekaj skušala razgovoriti, pa sem hitro rekel, da to ni spolna zloraba, kar je ona doživela pri 15 letih, ker se je tam en stric začel z njo tako stiskati, ne. Ni pasalo, ampak on bi se, seveda bi se, 15 let stara punca je že dobra mrha, ne rečem seks bomba, ker ta res dobro zgleda, pa dobro pljučno kapaciteto ima. Ampak to ni na njo nič vplivalo. Seksualne fantazije pač ima čisto običajne, ni zabrazgotinjena, se pravi, nima nek sadomazo, nič takega, povsem običajne fantazije je imela, saj do trenutka, ko se je prvič z mano pogovarjala, v milo smer grejo fantazije, ni odpiljena. Zdaj takole, čez par dni je sledilo njeno elektronsko sporočilo, ko sem jaz jo shipnotiziral, pogovarjal 2 ure, pa še hipnozo, utrdil logiko pogovarjanja in še vse, kar sem čutil, da se da pogovarjati, pa nadgraditi. In je pol napisala mi sporočilo, takole kratko in jedrnato. Vaša hipnoza je uspela 100%, hvala vam, glede sanj, jaz sem tudi rekel, naj mi sanje napiše, po terapiji vedno mi pošiljajo sanje, da vidim, kako promena na mozgu deluje po pogovoru, po sanjah jaz to vidim, ker jih znam dekodirati,
simbolne sanje znam dešifrirati, dekodirati in vem, koliko je pogovor vplival in na kakšen način na dotično, ki se je z mano pogovarjala ali pogovarjal. Nič se ne spomnim, sanjala je, ampak se ne spomne, zaspala je kot angelček, si bom skušala zapisovati sanje v bodoče. Nameravala še priditi, bom prinesla na naslednjo srečanje, ampak ne vem, ali je točno ali prinesla ali ne, ampak sanje niso v njeni zgodbi bistvene. Bom kdaj drugič, mogoče kaj več o teh sanjah po terapiji ali pa pred terapijo povedal. Če je sploh potrebno, da bi še prišla, rekla bom naslednjič, ampak če je sploh potrebno, ker je že z enim pogovarjanjem stvar tako pomagala, ne, to, kar sem jaz naredil, tako pomagala, da v te pa ti si car, ne, ker moja ambicija ni zdaj služiti na pacientih, ne, klientih, strankah, ampak jim pomagati. In če jaz tako rečem, gospa, če vas prvič, zadnjič pa nikoli več vidim, pa sem jaz glavni zmagovalec, ker sem vam z enim pogovarjanjem pomagal. Če bi šli klasičnim psihoterapeutom, to bo pa treba ene pol leta hoditi, ne, pa par tisoč evrov stran vršt, ne stran vršt, se je dobro pogovarjanje, ampak tisti, ki nima denarja, bi rad z enim pogovarjanjem nekaj odnesel. Jaz imam ambicijo, da se z enim pogovarjanjem človek ne pozdravi predrugači. Ne? In nje je z enim pogovarjanjem zadeva zlaufala tako, da drugič je prišla samo še na en vljudnostni obisk, na katerem sem pa izprosil, gospa, če bi se dalo, a lahko vašo zgodbo predstavim javnosti, da vas zakodiram. In potem sem scenarij, zato sem vse napisal in preposlal, pa je rekla, da smem, z manj zakodiranja. In kaj zdaj, ne vem, kaj sem odkril v pogovoru? Da je bilo v zadnjih nekaj let življenja z možem, da je bil to pekel, oziroma partnerjem, oziroma pekel, rutina je bila, ne, v smislu otroci, služba, obveznosti, ki so prihajale ena za drugo, z možem sta se začela odtujevati, klasika, Julija je imela veliko čustvenih nihanj, mož pa se je odmikal, tako da je začel zahajati ven s prijatelji pivskimi, se tudi prekomerno napil občasno, njuna intima, torej njun seks je postal vse redkejši, dokler intima ni, kako bi rekel, crknila. Intimni trenutki niso na koncu bili več sploh pogosti, so povsem izginili za precej časa, za skoraj 3 leta. 3 leta nista seksala, jaz sem jo videl, sem si mislil, to pa je seks bomba in pa vidim, da je aseksualna. Nisem mogel verjeti. To področje je Juliji postalo tako nepomembno, torej seksualnost tako nepomembna, da se kar sama sebi čudila. Mož oziroma partner je sicer imel željo, vendar je po vseh teh njenih nejih obupal. Vrgel je puško v koruzo. Dobro, da je v koruzo vrgel, da je pa zdaj lahko pobral, ker če bi jo vrgel na dno oceana, jo ne bi šel pobirati, ker bi bil že zapit ali pa ljubico bi imel, pa bi crkal v zakon, pa 2 otroka potrpela. Julijo je včasih kar malo zaskrbelo in bila žalostna, jo je žalostilo, ker je v njej ugasnilo nekaj, kar je nekoč imela za in sploh, torej tisti ogenj, tista strast, pohota, ki jo je nekoč gnala, ne, babe, tudi pohota žene, jo dela živo, ne, ko bi rekel vulgarno rečeno, želja po kurcu babo pomlaja in jo dela živo. Razposajeno, delovno, ustvarjalno, nasmejano, srečno. Potem je zapadla v apatijo, apatija je obup. Julija si ni znala pomagati in je na koncu že mislila, da sem postala dokončno aseksualna. No, potem je začela malo brskati po spletu, brati, poslušati, povedala je, da največ preposlušala moje podcaste, tekst, sva jih imela 2-3 leta, 30 podcastov s Tanjo, to so najbolj uporabni podcasti, ne tisti tam, ki jih imam, vse so tudi dobri, z drugimi, zdaj sem posnel tega umetnosti, ful dober, ampak prav poučni za te
intimne stvari, za osebne stiske, so pa te podcasti, 30 podcastov, ki jih dobite na kanalu Sigmund Freudep. Njena aseksualnost ni šla skupaj z njeno predhodno naravo oziroma s pohoto, ki jo je nekoč čutila. Potem je nekako se je začela zavedati, v katero smer se nagiba njena družinska usoda. Zato si je želela sprememb na sebi, torej ponovno začutiti tisto močno željo in pohoto, ki jo je poznala, saj jo je nekoč premogla in jo čutila. Nima pozabe, ima spomin. Jaz nisem to prvič, da sem to tako delal. Eno sem poznal in rekel, jaz vem, kaj je bilo nekoč. Mož je moral, bodoči mož, ko so bila par, sem bila jaz tam bolj še mlada, tam okoli 20, to je mogel on vzeti. Ne od dopust, odpoved za 3 mesece je dal, ker sta se žgala cele dneve, noč in dan. Pa je bila pa pri 50-ih popolnoma aseksualna in sem na identičen način jo prebudil. Tako da to, kar sem s tolo delal Julijo, sem vedel, kaj delam. Tale Julija je priznala mi je, da je slučajno ali pa tako hodila usoda, na spletu naletela na moje podcaste na YouTube kanalu, tem Sigmund Freudep, in zdaj to povzemam, kar mi je pisala. In to je vlilo tudi govorila, to je vrnilo nek optimizem, moč, upanje v smislu, da sama sebi lahko pomaga. Če se potrudi, da bi se dalo z malo pomoči, z neko pametjo, modrostmi, znanjem, psihoanalitičnim, seksološkim znanjem, in pri meni ga je opazila. Odločila se je, da me kontaktira in se oglasi pri meni. Računala je na psihoterapevtsko svetovalni pogovor in tudi na hipnozo, za katero, ker je pač to zvedla, da jaz tudi s hipnozo to delam, za katero je upala, da bi lahko bila adut v njeni in moževi, torej partnerjevi, stiski. In potem sem improviziral, čaral, hokus pokus čara brez čarobne paličice. Ne bom šel v detajle, zato ker me nespodobno in naspol kopirajo in pa si kujo tam nek renome, pa se kurčijo z mojim znanjem, mene pa na stranski tir dejajo čist povsod, ne smem nikamor. Izžvižgan sem, nobenih medijih nisem. In pa mi gre na živce, kot kole dobim informacijo, da je ena pomagala, je pa ful je pomagala pri enem zelo seksualnem problemu, pri spolni zlorabi otrok. Tista ena je na tej ženski, za katero sem jaz rekel, da bi pro bono delal, je pa 1000 evrov zaslužila. 1000 evrov, prej bila pa pri meni na inštrukcijah. In pa se mi malo butasto zdi, druga jaz inštruiram, drug pa služijo z mojim znanjem. Mislim, pa še ne spol, kaj naredijo. Pa se pa še, jaz to znam, Vodep je butl, v resnici pa jaz inštruiram, da sploh kaj zna. Pa pustimo to. Zdaj, ko sem jaz vse to naredil, ko sem dobil potrdilo, iskren e-mail, 100% ste mi pomagali, zdaj sem ko nova, pohotna, kot je bila v srednji šoli. Je rekla, kot najstnica sem spet, funkcioniram. Lejte, jaz sem jo prosil, še pol naknadno, dajte mi napisati občutenje, predvsem v povezavi s pohoto oziroma seksualnostjo, dajte to napisati, pa če dovolite, bom zakadiral, bom posnel video, ker imam v tem trenutku, sem imel glih eno aseksualko, ki je mož bil na robu živčnega zloma in meni pripelo, zdaj pa dejte nekaj, in ona pa, veste, kaj pa dela zdaj, kako pa, hiška išče po spletu Viagro za ženske, pa porniče gleda. A me vara? Ne, dela na tem, da bi spet pohoto dobila. In pa, ko mi je ženo pripelo, je bilo točno to res, On pa misli, vara me, tam sama sabo se ukvarja, gleda porniče z mano, pa ne. Ja, proba se ne trenirati, strast vzbuditi, Takih žensk je kar nekaj, predvsem tistih, ki so imeli probleme z lastnim očetom v otroštvu.
bodi si, da očeta ni bilo ali pa bil kreten, oziroma so si nek očetov kretenizem v svoji psihični realnosti zadramatizirali. In potem je tale pohota vprašljiva, ko se nora zaljubljenost zbledi, ko tista uvodna pohota pa adrenalinski seks, ko to malo zbledi, pride do monotonije in pol se ne navlaži, nimam pohote, me boli, me peče, nočem. Masturbiram tam pa tam, z možem pa nočem seksati. Če ima pa zamero do lastnega fotra, pa še uživa, kot da strpi s tistimi polnimi jajci. Sorry, da se grobo izrazim. Zdaj ta njena družina toliko trpela, se je tale ženska odločila si pomagati in sodelovala brez dotikanja, da ne bi mislili, da imam jaz kakšne delavnice, k tam neki vadimo. To delajo oni horuk seksologi. Jaz to z besedo delam. In pol je privolila, da mi napiše in mi je napisala tako, da bi jaz rekel, ta bi mogla biti pisateljica, tako zverzirano piše, ne? Da ne bi kdo mislil, da sem si jaz to kaj sam napisal, ker tudi že tega lastila nimam jaz. Ona bi mogla biti pisateljica. Jaz sploh nisem hotel, da tako napiše, jaz sem rekel, dajte mi malo napisati, kako je bilo. Ona si povzela, ne vem, 1 uro cajta mi zdaj napisala in to, kar mi je napisala, bom posnel v drugem delu, ker bo tole v 2 delih. Ok, zdaj počakajte drugi del.